Živo in zelo lepo pozdravljeni v prvi epizodi Zelo dobro. Živalski vrt Ljubljana ni samo za nas, ki tukaj delamo. Ni samo za tiste z vstopninami in ni samo za Ljubljano. Je za vse nas. Hvala, folk, kje si zdaj? In tukaj se dogaja preprosto preveč dobrih in carskih stvari, da vam jih ne bi pokazali. Povejte mi, kje v Sloveniji lahko še v istem dnevu operirajo tigra, trenirajo morskega leva, pa kidajo drek od slona. Točno to, nikjer. Zato se zabavajte, smejte in predvsem povejte, pri kateri živali vas zanima več. Za kulisje, kako se za njo skrbi, kako se je trenira, kako izgleda vsak dan skrbnikov, karkoli. In mi se bomo res potrudili, da vam predstavimo vse, kar lahko na zabaven in lahkoten način, zato da se boste tudi vi lahko imeli zelo dobro. Zdaj, ker je to uvodni video, se mi zdi lepo, da gremo čisto malo v zgodovino. In povemo, da na naših tleh živalski vrt deluje že vse od leta 1949, da ne rabite računati 73 let. Na naših tleh zna biti malo zmeden izraz tukaj, zaradi tega, ker je živalski vrt Ljubljana svojo pot začel na Kolodvorski 12. To je zraven železniške postaje v Ljubljani, kjer danes prostora za kaj več kot par golobov ni. Takrat je bilo verjetno drugače. Danes se živalski vrt Ljubljana razteza na dobrih, zelo dobrih 19 hektarjih pobočja Podrožnikov. Zanimivost, Dunajski Schönbrunn, najstarejši živalski vrt na svetu, jih ima le borih 17. Živalski vrtovi v preteklosti so izgledali precej drugače. Iz nekakšnih galerij živali so se prelevili v izobraževalno, raziskovalno, turistično in pa predvsem naravovarstveno središče. V teh časih neusmiljenega krčenja živalskih habitatov, živalski vrtovi postajajo nekaka Noetova barka za ogrožene vrste. Torej, zbirka vsaj nekaj predstavnikov ogrožene vrste, ki v naravi grozi izumrtje ali izguba habitata. S sodelovanjem znotraj evropskih in svetovnih živalskih vrtov se lahko skrbi za zdrave populacije ogroženih vrst in se jih sčasoma vrne tudi nazaj v divjino. Tudi Noetova barka je enkrat pristala. Živalski vrt Ljubljana je tukaj lahko lep primer pri doselitvi risov v Sloveniji. Poleg tega plemenitega poslanstva pa imamo priložnost, da velik del tega delimo tudi z vami, da se na lastne oči prepričate o vseh lepotah in raznolikosti, ki jo ponuja narava. Da vidite, zakaj se borimo, za koga se odrekamo in kaj ohranjamo. In čisto drugače je, če to vidiš namesto preko ekrana v živo, kjer dejansko začutiš to veličino živali. Tako da zelo lepo vabljeni, da se na lastne oči prepričate, kako se spreminja živalski vrt Ljubljana. In pa še enkrat, da napišete v komentarje, kaj vas najbolj zanima, da to skupaj raziskujemo in razkažemo. Da se za danes. Zelo dobro prvič. Adijo.